Če vam pogledamo še malo naprej, potem smo šli, predvsem nam je tudi bilo zelo jasno pomembno, predno smo uvedli našo spremembo, je bilo mnenje naših zvestih uporabnikov Donata, predvsem v ključnih trgih, in tu nam je zelo jasno bilo povedano v smislu, ko smo jim dali opcije, ko smo jim razložili vse, da je tisto, so zelo jasno potrošniki izrazili svoje pričakovanja, da želijo donut v naravi prijaznejši embalaži in da je to R5. Potem tukaj druge, ko gledamo, kakšen je pa vpliv trajnostnega ravnanja na samo preferenco blagovne znamke, v vseh državah se pojavlja med top 10, tako da tematika, ki jo danes razpravljamo, je izrednega pomena za grajenje blagovnih znamk tudi v prihodnje, ker potrošnik dejansko to vsak dan bolj razume, vsak dan bolj sodeluje v tem procesu dogajanja in to izkazuje tudi na način, da od nas pričakujejo, da bomo skozi oči blagovne znamke naredili vse, kar je v naših močeh, da nekako doprinesemo nekemu ciklu v narave in sodelujemo v tem procesu. Mogoče še nekaj, tale dva pomembna aspekta, se pravi trgovina, pri nas se že predvsem na bližnjih ali pa, kako bi rekla, na določenih trgih, international trgih se nam dogaja na način, da imajo prednost blagovne znamke, ki so proaktivne v kontekstu sodelovanja in so odgovorne predvsem do okolja in pa narave in s tem izkazujejo tudi svoje pakiranje, predvsem na način, da so jasno vpeti tudi v jasne strategije in pa zaveze, ki jih sama trgovina daje na posameznem trgu svojim uporabnikom, svojim kupcem in želijo, da smo del tega tudi mi. Tako da gre za nek preplet tudi trženjskega vidika, ki je pomemben, da se te zaveze prepletujejo eden od drugega. Potem je tu nastopa v bistvu pred nami regulativa, ki je že sprejeta in vsi proizvajalci dejansko kot najbolj pereča tema plastika kot taka, da bomo morali uporabljati tudi reciklirano plastiko, kar tudi mi osebno smo videli, da je v bistvu najbolj pereč problem celotnega sistema in na način odgovoriti tudi tem potrebam se v bistvu že prilagoditi zdaj, na način, da reagiramo in v bistvu poskušamo zaokrožiti zanko, kolikor se le da. V bistvu mi smo želeli imeti optimalno zanko, se pravi 100% reciklirano plastenko z isto to frakcijo, ki jo dejansko dajemo na trg.